24. redna seja Mestne občine Kranj. Kaj lahko rečem? Prav gotovo lahko začnemo z najbolj zanimivo temo. To je sprejetje podrobnega prostorskega načrta za poslovno-industrijski kompleks Hrastje. Res velika stvar, 18,3 hektara, trenutno več ali manj gozdnih površin bo namenjeno za razvoj gospodarstva v Kranju. Tukaj moram priznati, da so vsi mestni svetniki in svetnice izrekle veliko zahvalo in pa poudarile pomen sprejetja tega odloka, tako da je bil ta odlok sprejet z aplavzom z njihove strani. Res velika zgodba je bila narejena tudi strani uprave, tako da bi jaz tudi na tem mestu rad pohvalil vse moje sodelavce, ki so res v relativno kratkem času uspeli pridobiti vsa soglasja tako z različnih ministrstev, kot tudi ostalih deležnikov. Potem druga zadeva, ki je bila, je prvo branje odloka o javno-zasebnem partnerstvu za Severna vrata. Gre za gradnjo 3 stolpičev in garažne hiše na območju med osnovno šolo Franceta Prešerna in pa Kranjsko porodnišnico, torej ob semaforskem križišču. In tukaj smo nekako predstavili sistem javno-zasebnega partnerstva. Tukaj bi zgradili 3 stolpiče, v tem večjem bi bil celoti namenjen osnovnemu zdravstvu Gorenjske, potem drugi stolpič mešano predvsem za razne zdravstvene dejavnosti, tudi zasebne ambulante, in pa tretji stolpič za stanovanja. Tako da to računamo nekako, da bi naslednji mesec šli v drugo branje, sprejetje odloka, iskanja potem investitorjev in posledično lahko računamo, da bi v letu 2022 že dobili gradbeno dovoljenje in tja v letu 2025 tudi uporabno dovoljenje za ta kompleks Severnih vrat. Ocenjena vrednost seveda bo potem še stvar z zasebnim partnerjem, naj bi bila pa okoli 20 milijonov z vključenim DDV-jem. Potem, če lahko nadaljujem z naslednjimi zadevami, glede na to, da smo bili zelo uspešni pri pridobivanju izvajalcev za obnovo gradbene šole v centru, s katere bo nastala glasbena šola. Imamo nižje ponudbe, kot smo predvidevali, tako da smo del sredstev namenili za pripravo projektne dokumentacije za obnovo trgovske šole, bivše trgovske šole. Vemo, da se trenutno tam nahaja kovačnica, no in v lanskem letu je Ministrstvo za šolstvo in šport ta objekt brezplačno preneslo v last Mestne občine Kranj in naša ideja je, da tukaj naredimo podružnično šolo Matije Čopa, 8 enot plus razdelilnica hrane. Računamo, da bi začeli najprej z energetsko obnovo, kjer bi pridobili evropska sredstva, potem pa nekako v letu 2022 celotna obnova, tako da bi v šolskem letu 2023 lahko že otroci napolnili to osnovno šolo. Potem lahko povem še to, da je bila včeraj sprejeta druga obravnava o oblikovanju oziroma o imenovanju nove osnovne šole v Kranju. Gre za osnovno šolo Janeza Puharja Kranj center, to se pravi, zdaj lahko rečem bivša podružnična šola osnovne šole Simona Jenka. Gre za to, da je osnovna šola Simona Jenka največja osnovna šola v Kranju in ta oblikovanje nove osnovne šole bo zelo razbremenila seveda tudi organizacijo in delo v tej šoli. Skupaj z podružnično šolo na Prinskovem bi ta osnovna šola nova imela 26 oddelkov, 16 v osnovni šoli Center, Janeza Puharja center in pa 10 na Prinskovem, poleg tega pa še 8 enot vrtca. Od kadrovskih zadev lahko omenim soglasje k imenovanju Matjaža Žure za direktorja osnovnega zdravstva
Gorenjske. Vemo, da je prejšnji mesec gospod Vetrnik nam je predal informacijo, da odhaja v pokoj, in nekako predlog je, da bi njegovo delo prevzel Matjaž Žurak, dosedanji direktor oziroma pomočnik pri zdravstvenem domu Kranj. Obravnavali smo tudi, oziroma mestni svetniki so sprejeli spremembo cene k pomoči družini na dom. Tukaj moram poudariti, da se ne spreminja cena oskrbe na domu čez teden, ostaja ista že 13. leto in glede na podatke je tudi daleč najnižja med vsemi 11 mestnimi občinami v Sloveniji. Cena znaša 4,23 evra, ekonomska cena dobrih 20 evrov, 20,34, no torej 80% pokrije mestna občina Kranj iz proračuna, in za ta namen je namenjenih skoraj 700 tisoč evrov, natančno 680 tisoč evrov za to se pravi za pomočnice na domu. Lahko samo povem, da cena se je povečala za 20 centov na dan za pomoč na domu ob nedeljah in za 24 centov za pomoč na domu ob praznikih. Skratka, še vedno Kranj ostaja daleč najbolj ugoden glede cene storitve pomoči družin na domu. Naslednja zadeva, zelo pomembna, ki je bila predstavljena s strani direktorja Zavoda za turizem in kulturo, je pristop mestne občine Kranj k zeleni shemi slovenskega turizma. Gre za to, da bo Kranj prepoznaven kot zelena turistična destinacija s trajnostno naravnanim razvojem v turizmu. No in pričakujemo, da bi že v letošnjem letu dobili priznanje za našo usmeritev v zeleno shemo turizma. Veliko debate je bilo vezane na ureditev parkirišč na Joštu, in sicer predlog mestne uprave je bil, da se uredi prometni režim z vzpostavitvijo parkirnine, celodnevne parkirnine na parkiriščih pod Joštom. No, mestni svetniki tega niso sprejeli. Žal lahko rečem, da smo problematiko urejanja celotnega območja Jošta na mestni občini začeli urejati tudi skupaj s krajani, in to je bil eden od osnovnih, prvi predlog, da bi na tem mestu uvedli parkirnino. Dejansko pa nadaljujemo še naprej. Naslednja zadeva, ki jo bomo sprejeli, je kodeks obnašanja pohodnikov na Jošta. Namestili bomo tudi ustrezne table s pravili obnašanja. Dejansko bi želeli nekako sožitje med prebivalci, lastniki zemljišč in pa obiskovalci. Kar precej nejevolje je med prebivalci tega okoliša. Še vedno se najde kar vrsto ljudi, ki so neodgovorni do narave. Seveda gre tukaj poziv še enkrat, da vse smeti, ki se prinesejo na Jošto, naj se tudi odnesejo nazaj v dolino. Delamo pa še na različnih področjih, da bi olajšali tako pohodnikom kot prebivalcem to področje. Eno je seveda prestavitev Pševske ceste, ki je na tem delu med hišami izredno ozka, in pa iščemo tudi lokacijo za postavitev dveh večjih parkirišč ob vznožju Jošta. Tako da računam, da bi se te zadeve lahko začele odvijati že v letošnjem letu in bi v prihodnjem letu nekako dobili ustrezna dovoljenja. Tudi razmišljamo o pločniku na tej Pševski cesti za večjo varnost obiskovalcev. Potem lahko omenim še spremembo statuta mestne občine Kranj. Mogoče najbolj pomembna zadeva je to, da so mestni svetniki sprejeli predlog, da se v zastavo
bordo-rdečo-belo Mestne občine Kranj vnese tudi kranjski grb za večjo prepoznavnost. Finančne posledice, ki so, torej zamenjave zastav uradnih kranjske, je cirka 3000 evrov. Še od premoženjskih zadev izredno pomembno, kar veliko smo sprejeli sklepov o prenehanju obstoja javnega dobra na nekaterih nepremičninah v Kranju in pa, tukaj bi rad poudaril, pridobitev zemljišča, ki ga bomo namenili za gradnjo kolesarske steze od Kokrice do Predoselj, to se pravi mimo Brda. Tukaj čakamo tudi odobritev evropskih sredstev, tako da pričakujem še pred začetkom predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije, da bo kolesarska steza skupaj z drevoredom v delu med Kokrico in Brdom tudi narejena. To so, se mi zdi, glavne točke, ki smo jih včeraj obravnavali. Evo. Tudi med drugim je bilo na dnevnem redu imenovanje v.d. ravnateljice nove ustanovljene šole. Svetniki so izglasovali umik te točke. Vaš komentar, kar nekaj pripomb je bilo na imenovanje, da gre tudi za politično imenovanje. Mestni svetniki so umaknili predlog komisije, da se za v.d. direktorico nove osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center imenuje Mateja Zukanovič. Tukaj so bila zelo različna mnenja. V bistvu velik pritisk z osnovne šole Simona Jenka za imenovanje njihove kandidatke. Vemo, da se bodo letos zgodile določene spremembe tudi v osnovni šoli Simona Jenka. Napovedan je odhod v pokoj sedajnega ravnatelja, tako da bomo morali to situacijo reševati skupaj. Kar se tiče mojega komentarja, svetniki so se postavili na dva bregova. Eni so bili za, drugi proti, drugi imajo svoje kandidate, ampak tako je s kadrovskimi zadevami. Dejansko pa ni šlo za nobeno politično kadrovanje. Gospa Zukanovič je bila ravnateljica, dolgoletna ravnateljica, in je zdaj našla priložnost oziroma izziv, da bi postala v.d. ravnateljica v tej novi osnovni šoli.